Pozdravljeni. Lahko bi dejali, da znova priložnost za ekipe Formule 1, da nam pokažejo novo barvno shemo. Tokrat je na vrsti ekipa Williams, ki nam je pokazala, kako bo grafično izgledal njihov F246, ki ga bomo pa kot običajno videli kasneje. Poglejmo si skupaj, kaj so sploh pokazali. Če sem pošten in odkrit, sem že v samem prispevku, kjer smo govorili o datumih predstavitev bolidov, povedal, da pri ekipi Williams pričakujem predstavitev barvne sheme in ne samega bolida na dan 5. februarja. Seveda, zato sem imel kar nekaj indicev, a tudi tokrat pri ekipi Williams me seveda niso razočarali. Sami so potrdili, da gre za predstavitev barvne sheme, kar je od njih izjemno pošteno. Po drugi strani, če boste naleteli na kakšno tehnično analizo, dobro veste, zakaj gre in zakaj v resnici ne gre. A kljub vsemu, predstavitev v Združenih državah Amerike je bila verjetno namenjena obilici podpornikov Logana Sargenta in seveda temu širokemu novemu bazenu navdušencev. Ker pa je treba poudariti nekaj. Seveda, šport pridobiva na sami popularnosti, ampak tu bi lahko poudarili, da znanje in poznavanje celotne materije je še na izjemno nizkem nivoju. Simpatični mladenič na fotografiji verjetno ne ve, da ekipa Williams se tako imenuje zaradi priimka ustanovitelja in ne zaradi imena, ampak konec koncev to ni važno. Važno je, da mu je Formula 1 všeč. A če se vrnemo k ekipi Williams, kaj so nam pokazali? Promocijski film, ki je poln pričakovanja, ustvarjanja napetosti, da smo na samem koncu lahko uzrli bolid, ki ni nič drugega kot lanski F245 v novi preobleki. Konec koncev, kot sem dejal, pričakovano in bistveno bolje kot to, da bi videli samo nekaj ubogih renderjev, ampak videti tisto, kar je lanski bolid, pomeni pravzaprav, da pri ekipi Williams imajo za rogom morda še kaj. In morda, kot bomo videli v naslednjih minutah, jim je nekaj teh skrivnosti celo ušlo na plano. A vrnimo se najprej k tistemu, kar smo videli. Nalašč sem pokazal fotografijo lanskega F245 na razglednici, da bomo pravzaprav zapazili, da tudi v barvni shemi kakšnih revolucionarnih sprememb ni bilo. Temnomodra, klasična barva, ki nekako označuje ekipo Williams. Lahko bi dejali, da edina razlika je tista bela in rdeča črta tam na nosnem konusu in bočnih strukturah, ampak verjemite, tako malenkostna sprememba, da jo malo kdo opazi. Ampak imamo dve točki, pri katerih se velja ustaviti. Verjamem, vsi vi ste opazili nove napise na bočnih strukturah. Japonski gigant Komatsu je nov pokrovitelj ekipe Williams. Podpisali naj bi večletni dogovor, karkoli lahko že to pomeni, predvsem v Formuli 1. In vidimo lahko, da pravzaprav ekipa iz grova postaja iz dneva v dan bolj zanimiva za vlagatelje. A meni osebno na prvi pogled je bolj zanimivo tisto, kar nisem videl na barvni shemi. Namreč morda sem spregledal, ampak napisa Darlington ni več tam. Darlington Finance je tisti finančni sklad, ki je kupil ekipo Williams in seveda mnoga leta je bil prisiljen vanjo tudi vlagati. Ampak sedaj vidimo lahko, da je pritok denarja tolikšen,
da pravzaprav jim ni potrebno več vsako leto dodati določene količine denarja, zato verjetno tudi napisani, in to je pozitiven znak. Seveda, Gulf Oil je še zmeraj prisoten, zato v sezoni 2024 lahko pričakujemo tiste posebne barvne sheme, kot smo jih videli že lani. Ampak to ni nobena novost. Lahko bi dejali, da pravzaprav pri ekipi Williams so naredili predstavitev, da nam niso pokazali v resnici nič tako novega. A omenil sem vam, da pravzaprav jim je lahko v javnost ušlo nekaj preveč. Poleg že prej omenjenega posnetka so pokazali nam, navdušencem, še tistega, kjer pravzaprav se ne vidi dosti, se ne vidi skoraj nič. In ko gledate te slike, lahko opazite nekaj, kar pravzaprav ne sodi na F-45 in je mogoče del novega F-46. Govorim o izjemno zašiljeni konici samega nosnega konusa, ki seveda na prejšnjem modelu ni bila prisotna. Kar se tiče bočnih struktur, pa lahko opazimo tisti značilni prelom, ki smo ga lahko lani opazovali na Red Bullu RB19. Seveda, zavedam se, da to, kar vam kažem, ni del neke fotografije, nekih posnetkov pravega Williamsa F-46, zato bomo morali počakati. Ampak zanimivo je, da jim je lahko pri ekipi tudi tokrat nekaj malega ušlo, ali so hoteli nam, navdušencem, pokazati nekaj, kar bi bilo nekako skrito v vseh posnetkih. A kar se tiče predstavitve barvne sheme bodočega Williamsa F-46, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.